Tako, ponovno lepo pozdravljeni v Izumovi veliki dvorani, kjer v živo in prek spleta spremljamo druge dneve COBISS v Sloveniji. Preden se pa posvetimo še tretji in zadnji diskusiji, pa mi dovolite, da z vami delim dva mejnika, ki sta povezana z Izumom. Če smo prej slišali, da letos 20-letnico praznuje DLIP, imamo dve pomembni obletnici tudi pri nas, in sicer praznujemo 30 let revije Organizacija znanja in 10 let bloga COBISS. V tem času sta oba postala prostora, kjer se srečujejo strokovni pogledi, izkušnje in nove ideje. Tudi vas vabimo, da se pridružite naši poti do znanja in skupaj z nami soustvarjate prihodnost skupnosti COBISS. Tako, kot rečeno, še tretja in zadnja panelna diskusija. Naslov diskusije je Povezujemo ljudi in tehnologijo. Moderiral jo bo Tadej Sredinšek. Tadej ob številnih zadolžitvah v Izumu veliko časa nameni proaktivnemu sodelovanju s knjižničarji. Pripravlja in vodi izobraževanja, seminarje v Sloveniji in tujini. Ob tem pa sodeluje tudi pri načrtovanju nadgradenj programske opreme. Da bom kot strastnemu tekaču, ki se naraje podi po pohorskih strminah, vzpon na ta naš oder ni bil pretežek, ste videli tudi sami in to je tudi že dokazal na prvih dnevih COBISS kot moderator. Še enkrat pozivam vse gledalce prek Zooma, da tudi vi zastavljate svoje vprašanja v Q&A oziroma Q&A rubriki, seveda pa tudi tukaj vas pozivam, da postavite vprašanje tako kot prej. Zdaj pa, Tadej, oder je tvoj, prosim. Hvala. Dobrodošli še iz moje strani na tej zadnji panelni diskusiji danes in sicer z naslovom Povezujemo ljudi in tehnologijo. Vem, da smo zdaj vsi mogoče malo bolj še zaspani po kosilu, ampak verjamem, da bojo današnji sogovorniki zelo hitro nas spet nazaj zbudili in nam predstavili veliko zanimivih stvari. Vsi vemo, da tehnologija napreduje tako rekoč s svetlobno hitrostjo in nove rešitve se pojavljajo ves čas, praktično vsak dan. Nič drugače ni v knjižničarstvu, kjer smo priča vse večji uporabi orodij umetne inteligence, s katerimi knjižnice optimizirajo svoje delo in tudi vse svoje storitve za uporabnike. Ampak o umetni inteligenci smo danes že veliko slišali, zato bomo jo v tem panelu pustili malo na strani, kljub temu, da tudi o tem bi lahko govorili, in se bomo posvetili drugim sodobnim rešitvam, s katerim lahko dopolnjujemo sistem COBISS in s tem tudi knjižnice svojim članom omogočijo dodatne storitve. Predstavljeni bodo tako danes knjigomati, paketniki, podpisne tablice, spletni vpis, spletno plačevanje in še mnogo, mnogo več. Praktične izkušnje iz tega področja bo z nami delili strokovnjaki iz Izuma in iz knjižnic, ki nam bodo v bistvu iz prve roke predstavili, kako te rešitve delujejo, kako so se sami soočili z implementiranjem teh rešitev in kako so nenazadnje bile sprejete s strani njihovih uporabnikov. Bom kar predstavil sedaj, kdo je z nami. Ob menoj sedi Tanja Žuran-Putora iz Izuma, potem imamo tukaj Majo Krivec iz Centralne ekonomske knjižnice v Ljubljani, Igor Andrin iz Mestne knjižnice Ljubljana, Milena Dobršek iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj in Sandra Kurnik Zupančič iz Univerzitetne knjižnice Maribor. To je en hiter uvod, zdaj pa predlagam, da kar začnemo zares. Torej, za začetek nam bo Tanja predstavila celotno paleto storitev, ki je na tem področju knjižnicam na voljo. Še predtem pa nekaj kratkih besed o njej. Torej, Tanja Žuran-Putora je večino svoje poklicne poti posvetila izobraževanju uporabnikov, upravljanju odnosov s strankami, analizi zahtev in podpori ključnim strankam. Leta 2009 se je pridružila kolektivu Izuma, kjer je v sektorju uporabniški servis vodila izobraževanja, sodelovala pri migracijah podatkov in razvoju storitev. Od leta 2018 pa deluje v sektorju za razvoj programske opreme, kjer kot načrtovalka aktivno sodeluje pri razvoju različnih rešitev v različnih segmentih, integraciji perifernih naprav in povezovanju sistema COBISS z zunanjimi storitvami in ponudniki. Zaveda se, da je kakovostna in tekoča komunikacija med tehnologijami, napravami in nenazadnje ljudmi ključna za uspešno delovanje sodobnih knjižničnih sistemov. Tako da, Tanja, prosim, da predstaviš vse, kaj ponuja ta naš sistem. Tadej, hvala. Pozdravljeni tudi vsi tukaj v dvorani in na spletu še z moje strani. V bistvu kar nekaj informacij o sami digitalnih storitvah smo dobili v predhodnem panelu.
Tako da bom sama poskušala v tem sklopu, ki mi je in v tem času, ki mi je na voljo, orisati, kaj vse je na voljo z vidika perifernih naprav, servisov ter storitev, s pomočjo katerih lahko digitalizirate oziroma avtomatizirate svoje poslovanje in še ga bolj približate svojim uporabnikom. Saj vsi veste in tudi v tujini poslušamo, da naj bi šle vse naše storitve k temu, da so na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Konkretne primere iz prakse pa imam srečo, da bojo predstavili ostali panelisti, ki so tukaj z mano, tako da bom jaz kar začela z tem orisom. Tudi pri meni ne gre čisto digitalizirano, vseeno je papir še zadnji backup. In če začnemo recimo kar pri vpisu člana. Tukaj je ena možnost digitalizacije s pomočjo podpisne tablice, kjer pristopne izjave oziroma vpisnice shranimo v digitalni obliki, tudi ko se član izpiše, jih bolj zbrišemo, imamo še kakšno zakonsko zadevo manj za urejati z vidika papirnatega poslovanja. Tako da tu je ena priložnost. Potem s tem, ko imamo člana že vpisanega v našo bazo, pomeni, da lahko te njegove podatke uporabimo za autentikacijo pri raznih storitvah, naprimer uporabe čitalnice, garderobnih omaric, Wi-Fi-ja, tudi v končni fazi storitve tiskanja, če si član kaj tiska v knjižnici. Potem lahko gradivo opremimo z RFID čipi, vključimo RFID tehnologijo, tukaj nam je tudi eden izmed ponudnikov predstavil svoje storitve. In s tem, ko imamo gradivo oblepljeno s temi RFID čipi, lahko to gradivo ščitimo z ustrezno tehnologijo, pohitrimo ali pa celo v celoti avtomatiziramo izposojo in vračanje gradiva. Naslednji korak so pol knjigomati, ki se pač lahko povezujejo tako z bazo članov kot bazo gradiva in se pol avtomatizirano vrši izposoja ali pa vračanje gradiva. Kot smo videli, je pol autentikacija člana lahko ali preko knjige ali pa s člansko izkaznico. Še dodatni korak dostopnosti gradiva za člane so paketomati, ki so lahko, če so izven knjižnice, pomenijo dostopnost rezerviranega gradiva kadarkoli. Primer dobre prakse bo tukaj predstavila gospa Milena iz Ptujske knjižnice. Potem sami podatki o naslovih članov so lahko pravilnejši in s tem je tudi naše komuniciranje z člani, če je v pisni obliki, bolj večja verjetnost, da te zadeve pridejo do članov, če podatke urejamo oziroma si pomagamo v prepisu z podatki iz Geodetske uprave Republike Slovenije, s povezovanjem torej z GURS-om kratko. Vkolikor naše storitve zaračunavamo, lahko oziroma ne lahko, ampak se slejko prej srečamo z davčnim potrjevanjem računom in povezovanjem s FURS-om. Ker pa sami vemo, da ta gotovinsko plačevanje počasi zamira, dosti bolj so v uporabi kartice, imamo seveda tudi na voljo tako integrirati ali pa neintegrirano uporabljati POS terminale. Potem ena izmed takšnih storitev je tudi skupna baza članov. To uporabljajo kolegi v Univerzi v Mariboru, v knjižnicah Univerze v Mariboru, kjer si v bistvu te podatke o člani delijo, izmenjujejo na nek način. Že je bilo omenjeno tudi v prejšnjem panelu od kolegice Anite, da tudi razvijamo kar nekaj individualiziranih rešitev, kot so razne mestne kartice, potem prenosi računov v SAOP, SAP, potem tudi sodelujemo z ostalimi ponudniki razne programske opreme in prenašamo podatke o ljudeh članih, kasnejše knjižnice trenutno precej še s pomočjo podatkov v datotekah, ampak tudi to ponuja še dodatne priložnosti za avtomatizacijo. In če pogledamo na koncu, seveda smo vsi radi obveščeni in tukaj pride to e-obveščanje. Knjižnica se v bistvu odloči, katero e-obveščanje ponuja svojim članom in potem se član v Cobiss Plusu lepo odloči, ali bo, ne vem, dobil obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu, tako naprej. In pa že omenjeno, mi lahko tudi po e-pošti dobivamo od zadolžnic do vpisnic, do dobavnic in še česa. Tudi tukaj skozi na izvemo stremimo k temu, da vse te stvari še bolj digitaliziramo in pohitrimo, tudi upomini in kaj podobnega. Na teh QR kodah, če boste, ko jih vidite na prosojnicah, je tukaj na priporočeno opremo, kjer so pa podrobne informacije za integracijo perifernih naprav v naš sistem. In potem že ta omenjeni Cobiss.io. Zakaj in kako? V bistvu Cobiss Lip je spletna aplikacija
in deluje v brskalnikih, ki predstavljajo nekako okno v svet. In tako, če potegnemo vzporednico z realnim življenjem, tako kot nas okna ščitijo pred vdori, česarkoli iz narave, nas ta brskalniki ščitijo pred vstopom kogarkoli nepooblaščenega na naš lokalni računalnik, in Cobiss IO predstavlja pač ta most, da lahko Cobiss Leap komunicira z vsemi perifernimi napravami in servisi. Tukaj vas bi želela spomniti, da je potrebno starejšo verzijo Cobiss DGV menjati s Cobiss IO do 31.12. tega leta. To vas tako pridno digitalno po elektronski pošti tudi obveščamo. In potem smo zelo ponosni na naš model prevzemnih mest. Namreč prevzemna mesta omogočajo, da knjižnica določi pravila pretoka gradiva. Gradivo ni več tako vezano na oddelek in omogoči prevzem svojim članom na katerem koli mestu se odloči, pa naj bo to paketnik, bolnišnica, pošilja po pošti, v končni fazi kakšne dostavljalne službe vključi, kakorkoli. Član pa ima v bistvu te informacije, ki gradivo lahko prevzame v Cobiss Plusu in zase izbere najugodnejši izvod gradiva, naj bo to časovno ali tudi finančno, ker včasih pa čez drugega prevzemnega mesta treba kaj plačati. In v bistvu, da jaz ne bom zdaj časa predolga, kratko, jedrnato in tudi konkretno najdete v tej povezavi, ki se skriva v QR kodi na prispevku na blogu mojega cenjenega sodelavca Mirota Kolariča. Zelo praktično pa nas bo v ta svet prevzemnih mest popeljal gospod Igor z Mestne knjižnice Ljubljana za mano. Že omenjen je tudi Cobiss asistent, ker vsekakor se moramo na umetno inteligenco z prvega panela navezati. Tukaj res ne pozabite, jaz sem zelo vesela, da sem v odmoru lahko se pogovorila s kolegi iz naše tukaj lokalne mariborske knjižnice, ki ga uporabljajo, da hitreje se spomniš na kakšen postopek, v Slovenskem vmesniku pa vam ponuja tudi povezavo potem do konkretnih poglavij na priročnike. Deluje pa v bistvu na velikih jezikovnih modelih, ki jih po potrebi tudi prilagajamo. Janita je tudi že omenila naš knjigomat Izum oziroma aplikacijo za samostojno izposojo in vračanje gradiva. Navodila za namestitev te aplikacije se tudi skrivajo v QR kodi. Kaj pa je glavna prednost? Glavna prednost je to, da preprosto en prenosnik računalnik z namestitvijo te aplikacije spremenite v knjigomat in članom omogočite samostojno izposojo, vračanje, vi pa si prihranite čas, ki ga lahko uporabite za kakršnokoli, ne vem, v šolskih knjižnicah, bibliopedagoško delo ali pa pač kakršnekoli druge naloge. Vse, kar ta računalnik potrebuje, je 64-bitni operacijski sistem Windows. Seveda pa, če kasneje se odločite gradivo opremiti še z RFID čipi, lahko priključite tudi ustrezno RFID ploščo in deluje tudi tako. Zdaj, primeri dobre prakse, ki so za vas knjižnice vedno pomembni, bo en članek na blogu tudi v začetku leta na to temo na voljo, saj je že v pripravi. In potem smo pri spletnih plačilih. Kakorkoli poslujemo z knjižnicami, slej ko prej pride do kakšne, da si zaželimo kaj kupiti v knjižnici, ali pa smo naredili kakšen prekršek v obliki zamudnine, ki se nam potem pojavi, in potem želimo rezervirati gradivo, pa knjižnica zaprta in spletno plačilo, če to knjižnice omogočate, lahko reši člana s tem, da preko spleta vplača in že ima potem nekatere stvaritve ponovno omogočene. V bistvu tukaj je Cobiss Plus povezan s Cobiss Leap, vse se samostojno uredi, uporablja pa se ta storitev, ki je za proračunske uporabnike brezplačna, in to so UJP e-plačila. Kaj na to temo bo tudi gospa Maja potem iz Centralne ekonomske knjižnice predstavila. Korona pa nas je naučila še nekaj, da včasih tudi ne gremo v knjižnico, ali pa kakšna knjižnica, ki nam ni tako geografsko blizu, ponuja kakšne storitve, ki bi želeli uporabiti, in takrat zelo prav pride spletni vpis. Priznam, da ga tudi sama uporabim. Zdaj visokošolske knjižnice lahko se vpišejo preko digitalne identitete, pač v splošni knjižnici pa član vnese svoje podatke in se vpiše. To je res takšna
fajna možnost za čisto takšno digitalno, v narekovaji, članstvo. O sami digitalni identiteti pa kakšno besedo več potem od gospe Sandre iz Univerzitetne knjižnice v Mariboru. To je v bistvu zdaj z moje strani. Upam, da sem vas uspela navdušiti ali pa prikazati kakšno izmed možnosti za praktične primere, ki vas bodo dokončno navdušili in prepričali, da se mogoče česa lotite, kaj še ne ponujate, pa bom prepustila pol kolegom panelistom. Tako da, hvala. Tako, hvala Tanja za zelo dobro predstavitev. Sedaj smo videli, da res veliko je možnosti. Bi pa morda si tu vzel trenutek pa te vprašal, ker včasih tudi v upravniškem servisu dobimo takšno vprašanje, je treba za vključitev teh funkcionalnosti strani IZOM-a morda kaj dodatno plačati ali je to v sklopu pogodbe? Za te storitve, ki so že razvite, ni potrebno nič doplačati. Samo preprosto se pošlje mail, na zadnji prosojnici so bili ti v bistvu ne rabite prosojnice, saj poznate naše komunikacijske kanale, pišete, pokličete, spustite dimne signale, dobite informacije, mi vključimo, kjer so potrebni parametri in je to. Tako, torej vse, kar boste še slišali od kolegov z knjižnic, se brez težav tudi v vaših knjižnicah vključi, če bi vam bilo to zanimivo. Sedaj pa sledi predstavitev se strani Maje Krivec, ki nam bo predstavila rešitve oziroma storitve, ki jih ponujajo v knjižnici Centralne ekonomske knjižnice v Ljubljani. Maja je profesorica angleščine z bogatimi izkušnjami pri poučevanju otrok, mladine in odraslih. Bila je tudi glavna urednica PONS, slovensko-angleškega slovarja založbe Rocco Sklet. Svoje pedagoške izkušnje ter spretnosti urednikovanja in vodenja skupin uporablja pri izboljšavah uporabniške izkušnje in posodobitvah delovnih procesov v Centralni ekonomski knjižnici. Prav tako skrbi tudi za prenovo koncepta izobraževanj uporabnikov, spremlja trende razvoja in tehnološke opcije na področju bibliotekarstva ter aktivno spodbuja njihovo implementacijo in rabo v praksi. Da vidimo sedaj, kaj ponuja njihova knjižnica za njihove člane. Prosim. Okay, hvala lepa, Tadej. Zdaj mi smo v Centralni ekonomski knjižnici zelo v povezavi z IZOM-om, kar Tadej tudi lahko iz prve roke pove. Smo kar precej na vezi, tedensko skoraj, in smo polni nekih novih predlogov in želja, kar se tiče optimizacij naših procesov. Tako da se zahvaljujem za vse odzive strani IZOM-a. Zdaj naslov moj je Digitalne poti do znanja, sodelovanje, tehnologija in dostopnost. To je iz naslova, da je potrebno res vključiti sodelovanje, čim več deležnikov v ta proces, ko želimo pač iti po poti digitalizacije. S tem tudi omogočimo seveda dostopnost do uporabnikov oziroma uporabnikom, kar je pa tudi na vse zadnje naš cilj, da olajšamo uporabnikom to uporabniško izkušnjo in da jim približamo knjižnico kot tako. Zdaj, digitalizacije storitev v CEK smo se lotili nekako tako, da smo se oprli na strateške usmeritve fakultete, ki bazirajo med drugim tudi na digitalizacijo, na neke modernizacijo in dostop različnih storitev in opreme in pa tudi okolju in uporabnikom prijazne storitve. Torej, tu gre tudi za ta aspekt. Zdaj, jaz bom malo podrobneje predstavila te zadeve, kar je že Tanja izpostavila kot opcije, torej spletni vpis, kako smo se mi tega lotili, spletno plačilo terjatev, malo smo zmanjšali papirno poslovanje, kar je včasih težje, ampak je treba enkrat tudi to odrezati, čeprav so vsi navajeni na papirje. In pa CEKomat smo uvedli kot naš paketnik, ki smo ga tudi zastavili kot tudi neka podpora tej znamki CEK, torej Centralna ekonomska knjižnica, iz tega CEKomat, da bi se tudi bolj prijel med študenti. Študenti so naši primarni uporabniki, mislim, da okoli 95%, če ne še več, naših uporabnikov je študentov. Zdaj, tukaj vidite predavalnici, imamo mi vsak oktober predstavitev za bruce.
Oktobra oziroma konec septembra masovno pridejo na prvi uvodni dan na predstavitev fakultete in tukaj smo dobili to pozicijo kot knjižnica, da se predstavimo, kar mislim, da je zelo dobra opcija, da predstavimo vse storitve, ker študenti oziroma bivši srednješolci si ne predstavljajo, recimo, kaj jim lahko knjižnica ponudi na fakulteti potem, ne. Bomo zdaj še naprej pogledali. Torej, spletni vpis smo potem spravili v prakso z letošnjim letom, šele, nekateri boste rekli. Poprej smo imeli vpis preko obrazca na knjižnični spletni strani, to je bilo precej zamudno tako za študente same, kot tudi za zaposlene, ker imamo, kot če je kdo seznanjen, torej Ekonomska fakulteta ima med številčno je najmočnejša med fakultetami, oziroma najštevilčnejša, torej imamo tudi uporabnikov kar precej v primerjavi z drugimi članicami. Pregledali smo prakse na drugih knjižnicah, tudi precej sodelovali z Izumom, tudi kolega Jure je bil zraven vključen in nato potem tudi oktobra letos to preizkusili in se je to precej obneslo. Nekaj smo imeli z referenčno bazo težav prav takrat, ampak smo potem tudi, improvizacija je velikokrat tudi kar v redu in najboljša rešitev navsezadnje. Torej, prihranili smo čas s novim članom in pa zaposlenim. Potem smo se lotili tudi spletnega plačila terjatev preko, se pravi, sistema Moja knjižnica. Tega smo se lotili tako, da smo pregledali prakse v drugih knjižnicah. Tukaj bi izpostavila sodelovanje tudi z drugimi članicami fakultete, se pravi, dobro je, da se knjižnice ne zapirajo vase, da se odpirajo ven, da sodelujejo z ostalimi, da si izmenjujejo dobre prakse. In smo se povezali s knjižnico Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, kjer so nam predstavili, kako so oni to v praksi uporabili. Nato smo predstavili to možnost finančno-računovodski službi, to je povezano tesno z sami finančno-računovodskimi postopki. Oddati je potrebno en obrazec na sistemu EUJP, to je Urad za javna plačila, ter nato zopet tukaj stopi Izum, ki to opcijo vklopi. Nato seveda je potrebna promocija te storitve kot take, zato da uporabniki oziroma člani sploh vedo, da ta storitev obstaja. Velikokrat ne vedo, da ta opcija obstaja v Cobisu, v sistemu. Torej je treba to storitev, kot tudi vse ostale storitve, precej promovirati med študenti. Študenti so zelo dojemljivi za to, ker so tudi bolj generacija Z in so zelo spretni v teh digitalnih tehnologijah, torej mi nimamo te, bom rekla, starejše generacije, ampak so zelo naklonjeni tej vrsti, še sploh, če jim prihrani čas oziroma da jim ni treba posebej hoditi v knjižnico, da poravnajo neko terjatev. Potem zmanjšanje papirnega poslovanja, kar mogoče deluje na prvi pogled precej trivialno, ampak se prihrani kar precej papirja in vse to omogoča tudi seveda sistem Cobis, da lahko shranjujete oziroma posredujete članom na elektronsko pošto. Recimo to so zadolžnice, računi, tisto, kar se je že Tanja omenila poprej. Zopet uporabniki naši, ker so študentje, so tudi zelo naklonjeni temu, da pač vse dobivajo preko elektronske pošte in so precej veseli, ko imajo to možnost. Potem pa še Cekomat je pa naslednja zadeva, ki je bila kar precej dolgotrajen proces, ker gre tle nekaj tudi vmes za javno naročilo, ker veliko korakov je potrebnih, da se do tega dejansko potem pride, ampak smo bili tudi tem uspešni, pregledali smo prakse rabe knjigomatov, paketomatov v slovenskih knjižnicah, zopet smo se odločali med več ponudniki, izbrali potem enega, si jih šli tudi kar nekaj pogledati, se pravi v prakso,
dejansko v živo okolje. Na to smo se pa povezali tudi z osrednjo humanistično knjižnico Filozofske fakultete, kjer so nam zopet iz prve roke povedali svojo izkušnjo o paketniku. Zelo smo bili v navezi torej tudi z izumom, celoten proces. Naš pogoj je bil, da lahko tudi vračajo člani gradivo v paketnik, tudi to smo potem nekako se dogovorili in so nam omogočili. Tako da to zdaj poteka. Študenti so sodelovali tudi pri oblikovanju grafične podobe samega cekomata in seveda zopet je tu zelo pomembna promocija, torej kot taka, da študenti sploh vedo, da imajo to možnost, da lahko vračajo in pa prevzemajo gradivo v našem cekomatu, ki pa, kot tle vidite na sliki, stoji pred knjižnico. Lahko seveda prevzemajo, vračajo gradivo 24/7, kar je pa tudi zopet en tak signal, v katerem stremi sodobna knjižnica, usmerjena uporabniku. Takole, to je pa še moj kontakt spodaj, če ima kdorkoli na željo po sodelovanju ali čemarkoli drugem, seveda sem na voljo za kakršnekoli informacije. Hvala. Maja, hvala. Bi morda si spet vzel ta privilegij vprašanja, ker kot vodja panela lahko. Omenjeno je bilo, da se je vaša knjižnica pred uvajanjem paketomata, pred uvajanjem spletnih plačil, si je rešitve pogledala v drugih knjižnicah. Kako pomembno se ti zdi to, da pred uvajanjem neke nove tehnologije, da se dejansko posvetuješ z kolegi iz stroke in da pogledaš rešitve, ki že delujejo v praksi? Kot sem že omenila, jaz mislim, da se knjižnice ne smejo zapirati kot take, da je dobro, da si izmenjujemo dobre prakse, tako knjižnice istih vrst kot različnih, ker imamo različne vrste članov oziroma uporabnikov. Tako da tukaj ima tudi Univerza v Ljubljani en poseben projekt, to je projekt KUL, kjer se izmenjujejo dobre prakse med članicami Univerze v Ljubljani, in tako smo se mi recimo obrnili na Filozofsko fakulteto, da so nam potem v okviru tega projekta tudi pomagali pri sami prikazu, dejansko praktičnem prikazu, kako oni uporabljajo svoj paketnik, nam tudi posredovali neka navodila in nam tako dali tudi dejansko iz neposredne prakse konkretne svoje primere in izkušnje. Super, hvala. Torej, spet vidimo, da povezovanje, kot smo rekli, je zelo pomembno in prinese še boljše rezultate, kot vsaka knjižnica bi dala zase. Sedaj pa bom predal besedo Igorju Andrinu iz Mestne knjižnice Ljubljana, da nam predstavi možnost uporabe prevzemnih mest. Igor je od leta 1999 zaposlen kot knjižničar v knjižnici Bežigrad, ki je zdaj del Mestne knjižnice Ljubljana. Aktivno sodeluje pri spremljanju in uvajanju novosti, povezanih z izposojo gradiva. Od izposoje elektronskih knjižnic Bežigrad preko zahtevnega projekta Združevanja ljubljanskih splošnih knjižnic do uvajanja članske izkaznice Urbana, oddaljenega vpisa, knjigomatov in paketnikov v Mestni knjižnici Ljubljana. Redno spremlja novosti v programski opremi COBISS in v MKL sodeluje pri testiranju novih storitev in pri programskih rešitvah na področju evidence obiska in izposoje gradiva. Občasno izvaja interna izobraževanja z področja COBISS izposoje in na Facebook strani knjižnice Bežigrad objavlja kratke izobraževalne posnetke za uporabnike knjižnice. Zdaj pa te prosim, da nam predstaviš tudi vašo izkušnjo z prevzemnimi mesti. Lepo pozdravljeni, še z moje strani. Jaz bom predstavil uporabo prevzemnih mest v naši knjižnici. Nekaj je bilo že povedanega o tem, kaj prevzemna mesta so, oziroma kaj pomeni, če govorimo o uporabi prevzemnih mest. Zdaj, o prevzemnih mestih govorimo v tem primeru, ko knjižnica omogoči svojim uporabnikom, da neko naročeno gradivo, ki so ga rezervirali, prevzamejo na mestu, ki ni primarno prevzemno mesto tega gradiva. Ali je to druga lokacija, ali je to paketnik
znotraj istega oddelka ali še kaj podobnega. No, na kratko nekaj številk, ki se tičejo te teme iz naše knjižnice. Mestna knjižnica Ljubljana združuje 31 oddelkov, imamo 46 prevzemnih mest, od tega je seveda 31 primarnih prevzemnih mest, imamo še 13 lokacij paketnikov, eno prevzemno mesto za pošiljanje po pošti in eno prevzemno mesto za medknjižnično izposojo. Zdaj za začetek, ko se knjižnica odloči, da bo svoje gradivo ponudila tudi preko te storitve, si mora odgovoriti na nekaj vprašanj. Najprej tukaj, ali obstaja gradivo, ki ga želimo iz te storitve izločiti, to se pravi zaradi kakršnegakoli razloga. Tam na desni imamo en kup kriterijev, po katerih lahko tudi to gradivo izločimo. Pri nas tako obravnavamo igrače, ki jih sposojamo sicer, in pa zdaj nazadnje tudi gramofonske plošče. No, drugo vprašanje je potem, med katerimi oddelki oziroma med katerimi prevzemnimi mesti bomo odprli te povezave. Tukaj seveda si lahko odločimo, da bomo omogočili prevoz med vsemi lokacijami ali pa to, kako omejimo iz kakršnegakoli razloga. In nenazadnje se mora knjižnica tudi odločiti, ali bo to storitev svojim uporabnikom tudi zaračunavala in v kolikšni meri. Pri nas smo se nekako odločili za ceno ene vožnje z mestnim avtobusom, to je bilo do nedavnega €30, zdaj bo verjetno €50. No, pred pričetkom izvajanja te storitve moramo zagotoviti kar nekaj pogojev. Najprej tukaj oprema. Seveda imamo v knjižnici polic vedno dosti, ampak nikoli še za kakšno dodatno zadevo, in tukaj moramo si kar narediti en prostor, najbolje blizu izposojevalnega pulta, kjer bo to gradivo odloženo in bo čakalo na prevoz na drugo prevzemno mesto oziroma na vlaganje v paketnik, če je temu namenjeno. No, pri nas se je tudi zelo izkazala potreba po ustrezni embalaži. Imamo neke take manjše torbe, v katere vlagamo izključno gradivo, ki je namenjeno prevozu v drugi oddelek, zato da se že nadaleč vidi, kaj se v tej torbi nahaja, kako moramo to gradivo obravnavati. To gradivo potem vlagamo skupaj v večje vreče, skupaj z vrnjenim gradivom v našem oddelku, ki ga moramo prepeljati v matični oddelek. Vse skupaj pa potem gre v zaboje in je pripravljeno za prevoz. No, ker smo danes veliko govorili o umetni inteligenci, bi vam tukaj rad predstavil zdaj naše novo avtonomno vozilo, ampak ga žal ne morem, ker ga še nimamo. Tako da naš prevoz lepo izvajajo naši kurierji, vzdrževalci tudi, tako da je to v bistvu v celi storitvi kar en velik zalogaj, ki ga moramo resno premisliti, preden se lotimo te storitve. Ker ko nekaj enkrat ponudimo, pa potem ugotovimo, da tega ne moremo v razumnem roku izvesti, zna biti to kar problem. No, zdaj, kako poteka naročilo gradiva? Uporabniki lahko gradivo naročijo preko Obisa Plus. V postopku rezervacije so seznanjeni z naborom prevzemnih mest, kamor določeno gradivo lahko naročijo. Ob tem so tudi obveščeni o strošku, ki ga to prinaša. Lahko pa seveda naročijo gradivo tudi v knjižnici ali osebno ali po telefonu, v tem primeru pa v Obisu Lip ob evidentiranju rezervacije knjižničar primerno uredi v dogovoru z uporabnikom prevzemno mesto. No, kako se potem spremlja rezervacija oziroma gradivo, ki mora biti poslano na drugo prevzemno mesto.
Knjižničar, ki spremlja rezervacije, zazna, da je pač neko gradivo namenjeno na drugo prevzemno mesto in v postopku obdelave te rezervacije to gradivo drugače obravnava, dodeli mu listek, ki se pač avtomatično natisne ob tem, kjer je tudi zapisano, na katero prevzemno mesto gre, potem to gradivo odloži na za to pripravljeno polico in tako gre stvar na pot. No, v knjižnici, kjer bo gradivo prevzeto, pa spet knjižničar to rezervacijo obdela na primeren način, ob temu je avtomatično uporabnik obveščen, da je gradivo prispelo, da ga lahko prevzame, pa tudi spet se natisne listek, ki govori o tem, da je rezervacija urejena in da gradivo čaka na uporabnika. Zdaj seveda se tukaj srečujemo z določenimi izzivi, tako uporabniki kot mi. Zaznavamo, da imajo uporabniki pogosto težave z preglednostjo tega postopka na Cobisu plus. Se zgodi, da nekdo naroči gradivo v drug oddelek, čeprav tega niti ni hotel, ali pa da pride gradivo iz drugega oddelka, pa je potem nezadovoljen, ker ga čaka strošek. Skratka, tega je kar nekaj. Potem je pa še čisto ena taka logičen problem, in sicer uporabnik težko predvidi, kateri izvod je najbolj optimalen. Lahko je nek izvod v matičnem oddelku sposojen, prost je pa tisti, ki ga bomo pripeljali, naroči tistega, potem pa je v bistvu ta prej dostopen, ki je v matičnem oddelku, ker ga ta uporabnik prej vrne, kakor mi uspemo dostaviti tisti drugi izvod. To, kot že rečeno, knjižnica pa se srečuje pač s težavami z logistiko, moramo skrbeti za to, da so te prevozi kontinuirani, stalni, ker drugače pač storitev sama nima smisla, tako da tudi če so kakšne odsotnosti ali kakorkoli, je treba za to poskrbeti. Potem je pa tukaj še ta aspekt zunanjih dejavnikov. Tukaj pa mislim predvsem na paketnike, kjer smo odvisni tudi od podjetja, ki skrbi za mrežo paketnikov. Torej tukaj še en dodaten korak, kadar se pojavijo kakšne težave s paketniki, je tukaj še ena zadeva, ki je še en korak več, da se stvari uredijo. Seveda uporabnikov pa to niti ne zanima, ampak je to naša storitev, s katero so potem nezadovoljni, če kaj s paketniki ni v redu. Tako da toliko z moje strani. Igor, hvala. Tukaj je res treba pohvaliti vašo knjižnico, saj ste ena izmed knjižnic, ko omogočate veliko možnosti za vaše člane, torej da knjige pošiljate med enotami, da imate paketnike, da jih pošiljate v pošti, kajti vključitev prevzemnih mest je lahko tudi samo za namen uporabe paketnikov. Lahko se knjižnica pravi samo za paketnike, da jih vključi, lahko pa, kot je pri vas, da tudi vašim članom omogočate pošiljanje med oddelki. In seveda je to, kot smo slišali, lahko velik zalogaj. Lahko pa povem, da smo bili na obisku knjižnice in smo videli, kako v praksi to poteka, in kljub temu, da je velik zalogaj, da nešče, ko prije prvič zraven, samo gleda, kaj je to enih škatelj pa vrečk pa tega, je tako dolgo že to izvajate, da pri vas zadeva teče in knjižničarji točno vejo, kaj morajo narediti. Torej, ni se treba bati. Na začetku je mogoče malo težje, potem pa, ko to osvojite, pa stvar laufa sama od sebe praktično, s seveda vloženim trudom knjižničarjev. Tako, sedaj pa bi dal besedo Mileni, ki v bistvu poklicna pot Milene je že 3 desetletja prepletena z informatizacijo in digitalizacijo v knjižnicah. V svet bibliotekarstva in informacijskih znanosti je stopila z zaposlitvijo ravno v Izumu, kjer je delala na področju bibliografske obdelave knjižničnega gradiva v sistemu Cobis ter na področju izobraževanja uporabnikov.
Od leta 2003 je zaposlena v knjižnici Ivana Potrča Ptuj. Sprva je kot vodja oddelka za razvoj in digitalizacijo skrbela za projekte digitalizacije knjižničnega gradiva in za uvajanje novih storitev knjižnice v digitalnem okolju. Zadnjih 5 let pa vodi knjižnico kot direktorica. Prosil bi te, da nam predstaviš vašo eno izmed novejših pridobitev, in to je knjižni čebeljak. Hvala lepa. Dober dan vsem zbranim tukaj v dvorani, kot tudi tistim, ki nas spremljate preko interneta. Kot je bilo že napovedano, bom predstavila zunanji knjigomat, knjižni čebeljak. Dostopen je 24 ur na dan, vse dni v letu in je neka dodana vrednost naši knjižnici. Ko smo si zamišljali, kakšen ta knjigomat bo, seveda smo šli pogledati tudi, kaj imajo druge knjižnice. Tudi danes je bilo že nekaj tovrstnih knjigomatov omenjenih, tako da naš ni niti prvi, niti edini. Večina teh knjigomatov, ki smo jih poznali, so večinoma omogočali prevzem rezerviranega gradiva, vračilo gradiva in tudi plačilo storitev. Mi kot splošna izobraževalna knjižnica pa smo malo razmišljali tudi v tej smeri, da ta zunanji knjigomat postane neke vrste knjižnica v malem. To pomeni, da omogoča izposojo branja knjig, se pravi knjig za branje, za sprostitev, tudi takrat, ko je uporabnik pozabil pravi čas rezervirati knjige, si jih naročiti ali mu je zmanjkalo časa za obisk knjižnice. In zato smo kot neko dodano vrednost želeli na knjigomatu uvesti tudi možnost izposoje vnaprej pripravljenih bralnih paketov. Poimenovali smo jih last minute bralni paketi. Kako priti od ideje do same rešitve, je seveda bilo vprašanje, ki smo si ga zastavljali ob tem. In da bi raziskali, kakšne so sploh možnosti, smo prosili za sestanek predstavnike Izuma v smislu, da ugotovimo, kakšne so sploh možnosti priprave teh programskega vmesnika oziroma teh komunikacijskih protokolov med samim knjigomatom in med Cobisom. In prosili smo tudi za sestanek predstavnike Tenzorja kot izbranega ponudnika knjigomata. Ta sestanek je potekal v spletnem okolju in bil je izjemno produktiven, zato se na tem mestu najlepše zahvaljujem obema inštitucijama, ker smo na tistem 2 uri nekje je trajal sestanko, res odprli vsa vprašanja, predebatirali vse možnosti in na koncu tudi našli ustrezno rešitev. Tako da smo to možnost izposoje vnaprej pripravljenih bralnih paketov lahko v naš knjigomat tudi implementirali. Kako zadeva izgleda, vidite zdaj tukaj na prosojnici. Ko torej uporabnik pristopi k samemu knjigomatu in izbere možnost vnaprej pripravljenega bralnega paketa, da si ga želi izposoditi, se mu na ekranu prikažejo paketi, ki so že vstavljeni v knjigomat. Tukaj imajo naši bibliotekarji povsem svobodo pri izbiri, nismo omejeni recimo na kriminalke, ljubezenske romane in tako naprej, ampak lahko te pakete poljubno po navdihu sestavljajo in jih tudi poimenujejo. In zdaj vidite, imamo tudi že pripravljen paket za čarobni december. Pri snovanju tega našega knjigomata smo videli pred sabo različne priložnosti in tudi različne ciljne skupine, ki jih moramo zasledovati. Naša knjižnica kot splošno izobraževalna knjižnica ima uporabnike različnih starostnih skupin, ki imajo seveda tudi različno stopnjo digitalnega znanja. Zato je bila naša osnova narediti uporabniški vmesnik kar se da preprost, brez nameščanja kakršnihkoli aplikacij in pa seveda tudi uporabiti najbolj preproste komunikacijske kanale, ki jih je, bom rekla, usvojila večina uporabnikov. To so elektronska pošta in to je mobitel oziroma SMS in ta 2 komunikacijska kanala sta tudi upisana v samem Cobisu pri članih, to se pravi, vpišemo elektronski naslov, vpišemo
tudi številko mobilnega telefona. Zato je ta način uporabe oziroma tega knjigomata zelo enostaven in zdaj vidimo tudi odziv uporabnikov je izjemen, uporabljajo ga tako otroci kot tudi najstarejši in s tem tudi prispevamo k digitalni vključenosti starejših, to se pravi, da imajo občutek, da lahko tudi oni suvereno uporabljajo sodobne tehnologije. Tudi moment oziroma vidik knjižničarja je bil zelo pomemben. Želeli smo, da je za zaposlene v knjižnici posluževanje tega knjigomata kar se da preprosto, da je namembnost teh predalov, ki jih je 36, dinamična, to pomeni, ko nekdo prevzame rezervacijo iz predalnika, se le-ta takoj sprosti za drug namen, recimo za vračilo. Osnova, ki pa je pa bila, da želimo imeti popolnoma sinhronizirano z Cobisom, to se pravi, da vse, kar dela knjižničar, dela v okolju Cobis Liba in preko Cobis Liba ima tudi pregled nad knjižničnim gradivom, kakšen status ima trenutno gradivo, kje se nahaja in hkrati tudi naši uporabniki so seveda zelo vešči uporabe Cobisa, rezervacij preko Cobisa in lahko rezervirajo gradivo bodisi v okolju Cobis Plus ali M-Cobisu, pri čemer za obe sami rezervaciji izberejo kot prevzemno mesto knjigomat Knjižni Čebelnjak. Da bi bil ta knjigomat kar se da dostopen, nameščen je namreč ob zahodni strani knjižnične stavbe, mi smo v spomeniško zaščitenem objektu, smo v sodelovanju z znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra na Ptuju se vključili v en projekt in smo ob tem knjigomatu postavili kolesarsko postajališče, ki je opremljeno z servisno polnilno postajo za kolesa, s počivalnikom, klopco in tudi pitnikom. Da bi to knjižno novost, ki smo jo pač predali namenu lansko leto ob tednu slovenskih splošnih knjižnic, kar se da dobro ljudje sprejeli, smo vse skupaj želeli zaviti v neko zgodbo in bom rekla, res izvirna ideja se je porodila našemu sodelavcu Bojanu Petku, da naš knjigomat postane Knjižni Čebelnjak. Ideja je bila seveda super, smo jo potem nadgradili, dogradili. Simbolični pomen pa je, se pravi, naše knjige so kot čebele, odhajajo k našim bralcem domov, jih bralci prinašajo nazaj in tako kot čebele nabirajo med, tako tudi naši bralci z branjem knjig si nabirajo znanje. Ta všečna zunanja podoba izpod peresa oziroma čopiča istega avtorja kot naš bibliobus, verjetno ga poznate, na katerem je kurent, je veliko pripomogla k prepoznavnosti samega knjigomata, k zmanjševanju odpora do novih tehnologij, k prepoznavnosti seveda v okolju in pa na nek način je to tudi skromno nadomestilo ob omanjkanju osebnega stika z knjižničarjem. Zagotovo pa tile napisi, ki so na knjigomatu, jaz to zmorem, širim obzorja in tako naprej, spoznavam svet, veliko prispevajo k bralni motivaciji in tudi širjenju bralne kulture. Kakšen je bil odziv uporabnikov? Novembra lani smo predali knjigomat namenu in čeprav so bili decembrski meseci, je takoj v knjigomatu že pričelo prijetno brenčati in v 12 mesecih, enem letu smo zabeležili okrog 4000 vrnjenih enot in preko 3000 izposojenih enot. Plačil storitev je bilo za peščico, kar si lahko vzamemo kot pozitivno, saj smo s tem, se pravi s to dostopnostjo tudi dosegli nekako zmanjšanje opominov, zamudnin in tako naprej, ker se poveča sama ta dostopnost. Zahvaljujem se za pozornost, če so kakršnakoli vprašanja, pa bom z veseljem odgovorila sedaj ali pa potem tudi kasneje me najdete po elektronski pošti ali osebno. Hvala. Milena, najlepša hvala za to predstavitev in res verjamem, da se vsi strinjamo, da je zelo lep knjigomat in zelo uspešna zgodba. Sedaj pa še naša današnja zadnja panelistka je Sandra Kurnik Zupanič,
ki je predstojnica Centra za knjižnični sistem in uporabniške storitve v Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer je zaposlena že od leta 1991. Do sredine leta 2011 je bilo njeno področje delovanja usmerjeno v domoznanstvo, nato v izposojo in kakovost knjižničnih storitev, zadnja leta pa v koordinacijo knjižničnega sistema Univerze v Mariboru. Je članica Društva bibliotekarjev Maribor, ZBDS in drugi mandat tudi članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. Bila je članica različnih delovnih skupin na področju izobraževanja storitev za uporabnike ter plačnega sistema slovenskih knjižničarjev. Danes nam bo predstavila določene rešitve in storitve, ki jih ponujajo tudi v Univerzitetni knjižnici Maribor. Prosim. Hvala. Lep pozdrav vsem tukaj v dvorani in na drugi strani ekranov. Naslov tega prispevka sem oblikovala kot alteracijo na dva podobna naslova, in sicer iz leta 2014 okrogle mize ob 30. obletnici prvega računalniškega bibliografskega zapisa, ki je nastal v Univerzitetni knjižnici Maribor, in pred leti je z podobnim naslovom nastal tudi dokumentarni film Izuma ob vaši okrogli obletnici. No, in ker je danes že bilo omenjenih nekaj obletnic, sem v tem prispevku si na začetku dovolila tudi nekaj reminiscence. Namreč v prispevku je tudi en krajši kronološki pregled uvedbe nekaterih tehnoloških posodobitev v uporabniških storitvah UKM in drugih knjižnicah Univerze v Mariboru. Kajti kot osrednja knjižnica Univerze v Mariboru smo večino teh novih storitev oblikovali z mislijo, da bodo dostopne vsem študentom Univerze v Mariboru in drugim uporabnikom teh knjižnic. Zato smo pri uvedbi teh storitev torej gledali nekoliko širše. Ta citat, ki ga vidite na ekranu, pa mi je posebej ljub zaradi tega, ker poudarja prav to oziroma dokazuje prav to, s čimer se v zadnjem letu kar pogostokrat srečam. Knjižničarji smo tisti, ki moramo sami večkrat biti dovolj drzni, da predlagamo, da pristopimo do strokovnjakov za področja uvajanja novih tehnologij in da se tega ne ustrašimo. To se v vseh letih slovenskega knjižničarstva velikokrat ponovilo in ker je danes v tej naši generaciji prisotnih že zelo malo ljudi, ki se spomnijo tistih prvih obdobij uvajanja računalnikov in avtomatizacije v knjižnice, se mi je zdelo pomembno, da izpostavim ta dva dogodka iz konca 60-ih let, ki nekako veljata za začetek uvajanja teh posodobitev v tedaj še jugoslovanske knjižnice in seveda v tem okviru tudi v slovenske. Mariborsko območje, mariborske visokošolske knjižnice in pa univerzitetno okolje, podobno kot tudi v Ljubljani, so bili tisti, ki so z sodelovanjem, ali pa smo bili tisti, ki smo sodelovanjem pokazali, kako pomembno je, da se ta dva akterja povežeta in potem se lahko torej danes pogovarjamo tukaj o teh zadevah na tej točki, do katere smo danes prišli. To so tisti resnični zelo, zelo zgodni začetki z zelo enostavno tehnološko opremo, ki pa je za tista obdobja seveda pomenila en čudež. In tak čudež je tudi bila nova stavba UKM leta 1988 v stavbi, ki je ponujala tedaj cirka 300 študijskih mest, danes jih ponuja 463, je ob sami otvoritvi bilo na voljo 22 terminalov za zaposlene in za uporabnike. Za tedanje jugoslovanske razmere ogromno.
naredim en večji časovni preskok in omenim skupno bazo, skupno študentsko izkaznico vseh knjižnic Univerze v Mariboru, seveda tedaj v papirnati obliki, in pa našo skupno bazo članov, sicer tedaj z manjšim številom knjižnic, danes ta slika prikazuje dejansko to našo skupno bazo vseh 13 knjižnic Univerze v Mariboru. Spet en časovni preskok in omenjena naša prva interna aplikacija za naročanje skladišča, ki so si jo tudi kolegi iz Izuma prišli pogledati in jo potem uporabili za eno od posodobitev in nadgradnjo v programski opremi. Akademska izkaznica Univerze v Mariboru kot akcija skupne rektorske konference in poskusa uvedbe skupne akademske izkaznice študentske za vse študente univerze, za vse študente vseh univerz in visokošolskih zavodov v Sloveniji, ki ni popolnoma zaživela, izpostavljam jo pa zato, ker bom ob koncu tega prispevka povedala izzive, s katerimi se prav v teh trenutkih na tem področju srečujemo. Čitalnica Čuk, ki je tedaj nastala, je omogočila potem kontroliran vstop za vse študente z akademsko študentsko izkaznico. Ob tem seveda smo uporabili programske možnosti, ki jih ponuja programska oprema COBISS z uporabo LDAP in pa SIP protokola, in pa izkaznica je bila zasnovana in potem tudi uporabljena z RFID čipom, ki je potem omogočal kontroliran vstop za vse študente Univerze v Mariboru v čitalnico Čuk. Nadgrajevali smo s tiskalniškim sistemom, rezervacijskim sistemom za računalnike in potem 2015 naša prva večja akcija v sodelovanju z podjetjem Tenzor, garderobne omarice. Mislim, da je to bila prva prilagoditev do tedaj kopaliških garderobnih omaric v knjižnično okolje, spet ob uporabi RFID študentskih izkaznic. Števci obiska prav tako podjetja Tenzor in pa njihova REMS podpora za spremljanje števila uporabnikov tedensko, mesečno, letno in pa tudi po urah, tako da v vsakem trenutku vidimo, koliko uporabnikov imamo v hiši in potem te podatke z pridom uporabljamo pri poročilih oziroma potem tudi pri načrtovanju odpiralnega časa za vsako prihajajoče leto. Ob omembi skupne baze članov seveda ne moremo mimo, da ne bi omenili postopka ažuriranja, priprave referenčne baze. Leta 2017 smo prvič lahko ob sodelovanju Izuma in RCUma iz vpisne baze študentov Univerze v Mariboru, AIPS, ob pomoči programske oziroma prilagojene programske podpore COBISS pričeli sami delati izvoz podatkov, pripravo referenčne baze za vse knjižnice Univerze v Mariboru. Digitalna identiteta študenta, ki je bila uvedena na vseh slovenskih univerzah z nekaterimi posebnostmi, nam je potem omogočala tudi nadaljnjo nadgradnjo teh storitev in uporabo pač novih tehnologij. Uvedli smo potem spletni vpis, uporabo elektronskih pisnic, podpisnih tablic in pa spletnega plačevanja in vse te storitve smo imeli pripravljene do tistih kritičnih dni, ki so za vse slovenske knjižnice in nasplošno za slovenski prostor pomenili en kar velik pretres. Pravzaprav smo se v tistih časih potem kar nekajkrat tudi pošalili, ko smo ob večerjih vneto spremljali nove izdaje uradnega lista in nove prepovedi in omejitve ter razmišljali, kako se bomo čim hitreje prilagodili za naše uporabnike. To je bil pravzaprav za nas en dodaten pritisk ali pa tudi vzpodbuda, da smo še nove storitve začeli izvajati.
tudi takšne, za katere programska podpora ni bila pripravljena, pa smo recimo nekatera Microsoftova orodja primerno za to začeli uporabljati, Formse in podobno. In drug tak izziv za knjižnice Univerze v Mariboru pred dobrim letom, kibernetski napad, ko smo ugotavljali, da je pravzaprav Cobiss bil tista aplikacija, ki je pravzaprav edina na Mariborski univerzi delovala, če smo si seveda uspeli po knjižnicah urediti mobilne točke. Tudi paketnik, naš paketnik oziroma poimenovan Čukomat, ker stoji pred čitalnico Čuk, je bil postavljen v tistih zadnjih časih korone, ki pa sicer ni pri nas toliko uporabljan, nismo ga sicer še vključili kot prevzemno mesto, ampak to so eni od naših načrtov za prihodnost. Dva članka, ki sta zelo povedna za tisto obdobje, dejansko smo se počutili, kot da smo v digitalni apokalipsi, tedaj v tistih mesecih oziroma v tistih dneh konec oktobra in začetku novembra lanskega leta. Zdaj pa ti izzivi, pred katerimi smo v tem trenutku. Slovenski visokošolski prostor je pred tem, da se za vse študente uvede digitalna študentska izkaznica. Priprave za to so se pričele na ministrstvu v spomladanskih časih, vendar ker se je čakalo na sprejem novega zakona o visokem šolstvu, ki je nudil primerno pravno podlago za te zadeve, je bil tisti poletni čas izgubljen in zaradi tega z 1.10. študenti bruci še niso imeli in še danes nimajo digitalne študentske izkaznice. Kar je pravzaprav zelo neprijetno, čeprav ministrstvo trdi, da lahko študenti uporabljajo vse storitve, ki jim kot študentom pripadajo, se pravi subvencionirana prehrana, prevoz, subvencije pri nastanitvah, je pa uporaba knjižničnih storitev zelo odvisna od tega, kolikor smo se spet knjižnice uspele znajti same. Pri nas konkretno smo se znašli tako, da za študente bruce na plastične prazne izkaznice nalepimo nalepko s črtno kodo za člansko številko. Tako da, ja, fajn je, da še obstajajo neke možnosti za nazaj, ampak je pa to kar zaskrbljujoče, da se stvari tako dolgo odvijajo. Digitalna študentska izkaznica je del v bistvu evropske iniciative za evropsko študentsko izkaznico, ki bo omogočala hitrejšo izmenjavo podatkov med različnimi sistemi in pa tudi za potrebe mobilnosti. Tukaj so nanizani elementi te študentske izkaznice, ki bo vsebovala torej tudi poleg slovenske študentske identitete tudi evropsko. Na intervencijo, bom rekla, nas knjižničarjev, na ministrstvo pa je bila dodana poleg QR kode tudi črtna koda v to digitalno študentsko izkaznico, zaradi tega, ker vemo, da je že nabava podpisnih tablic za marsikatero visokošolsko knjižnico finančni zalogaj in enako vemo, da tudi čitalcev QR kod nimajo. Kako bi naj izgledala ta digitalna študentska aplikacija, digitalna študentska izkaznica, ki bo v obliki mobilne aplikacije? Na voljo bo, upajmo, da do konca decembra, ampak ni garancije še zaenkrat. Operacijski sistemi, tako Android kot iOS bojo jo podpirali, na voljo bo pa v spletnih trgovinah in podatki iz elektronskega visokošolskega sistema se bodo potem prenašali v to mobilno aplikacijo, ko si jo bo študent naložil. Prijava bo možna preko
SMS pasa oziroma drugih podobnih sistemov in zato, da bi bile knjižnice pravi čas pripravljene, ko si bodo namreč študenti naložili to digitalno študentsko izkaznico kot mobilno aplikacijo na svoj telefon in se bojo pojavili v knjižnici, bomo seveda visokošolske knjižnice morale imeti v svojih vpisnih bazah ustrezne podatke. Po pogovoru z kolegico iz Ljubljanske univerze je v ljubljanski referenčni bazi že ESI številka, mariborski še tega nimamo, Izum je tudi že pripravil ustrezno testno okolje za te stvari in tudi programsko podporo, tako da menim, da smo v tem trenutku knjižničarji ob sodelovanju Izuma na tisti točki, ko smo vsaj v osnovi pripravljene na te novosti, ko bodo študentom na voljo. Ko sem pripravljala ta prispevek, sem prišla do določenih zaključkov. Skratka, vsa ta uvajanja, sprememb, ki so seveda nujna tudi v knjižničnem okolju, zahtevajo, da je pred uvedbo vsega tega v produkcijsko okolje izvedeno zelo temeljito testiranje, da se knjižničarji odzovemo na te možnosti testiranja, da sporočimo naša mnenja, da potem druga stran to, kar v testnem okolju izve, implementira, da smo terminsko usklajeni, kadar nek deležnik uvaja spremembe, da mora pomisliti, na koga bodo vse te spremembe vplivale, da pri tem sodelujemo in da seveda se pri tem tudi med seboj povezujemo. S tem zaključujem z tem prispevkom. Hvala vsem za poslušanje in sem na voljo za vprašanja. Hvala. Tako, in lepo vidimo naključje, začeli smo z povezovanjem in zadnja beseda na tej prosojnici je tudi povezovanje. Sam sem imel sicer še veliko vprašanj, ampak glede na čas bi predal besedo vam v dvorani in seveda preko spleta, če imate kakšno vprašanje za naše zbrane paneliste. No, če ni v dvorani vprašanja, pa imamo vprašanje spleta. Postavljeno je bilo gospodu Andrinu in sicer gospod Natašo zanima, kako pogosto izvajate dostavo gradiva v posamezne enote knjižnice. Ja, hvala za vprašanje. Ja, različno. Naša mreža je še vedno nekako posledica združevanja ljubljanskih splošnih knjižnic, tako da imamo bolj reden razvoz med posameznimi knjižnicami mestnih območij, to so bile nekdanje knjižnice, in pa njihovih pripadajočih krajevnih knjižnic. Tako da ponekod gre prevoz dvakrat tedensko, ponekod pa vsakodnevno. Recimo iz Otona Župančiča knjižnice, ki se nahaja v centru in je kakor eno logistično središče, se vsak dan izvajajo prevozi v knjižnice mestnih območij, v krajevne knjižnice pa različno, ponekod vsak dan, ponekod pa dvakrat tedensko. Tako da je v bistvu to zelo različno. Mi smo tudi to shemo teh relacij, ki smo jih odprli, nekoliko prilagodili temu. To se pravi, imeli smo najprej te poti, ki so bile že ustaljene in smo potem temu pač prilagodili tudi povezave, ki smo jih ponudili našim uporabnikom. Ja. Matjaž, Valvazorjeva knjižnica, živjo. Igor, samo eno vprašanje še, ko se tako gradivo vrne, a vrnete nazaj na matični oddelek ali kot plavajoča zbirka ostane v... Vrne se v matični oddelek. Vrne se v matični. Žal nimamo toliko prostora, takih polic, da bi lahko zbirka toliko dihala, da bi gradivo potovalo in tam ostalo potem in se šele kasneje vrnilo. Ne bi šlo.
Morda še kakšno vprašanje v dvorani? Drugače bi jaz imel še za Mileno vprašanje, in sicer smo videli ta čudovit čebeljak, ki je preprost za uporabo, kako pa se je v praksi izkazalo, dejansko znajo vaši uporabniki ga kar tako uporabljati, kot rečeno, z prve, ali imate kakšna izobraževanja na tem področju za njih? Hvala za vprašanje. Ja, seveda smo veliko pozornosti namenili tudi promociji in samemu izobraževanju. To se pravi izobraževanje, ki je bilo ciljno namenjeno različnim skupinam. In v sklopu projekta Erasmus plus dediščina povezuje smo vključili tudi ta del, in sicer digitalno opismenjevanje starejših, ki smo jih povabili v knjižnico na delavnice, kjer smo jih poleg uporabe knjigomata učili tudi izposoje elektronskih knjig, zvočnih knjig, dostopa do elektronskih baz podatkov in podobno. Se pravi, to je bila to ena ciljna skupina. Druga ciljna skupina, ki je že vsakodnevno v digitalnem okolju, na njih smo nekako šli z objavami na družbenih omrežjih, naredili smo kratke videoposnetke, da so si posamezne funkcionalnosti na knjigomatu pogledali, individualno pa smo seveda tudi v izposoji kakšnega uporabnika pocukali za rokav, mu pokazali, kako zadeva deluje. Pri teh mlajših generacijah pa vsi poznate projekt Rastem s knjigo, vključeni so v njega vsi dijaki prvih letnikov srednjih šol in učenci 7. razredov, in ob obisku v knjižnici za njih pripravimo tudi takšno kratko digitalno opismenjevanje in tudi njim potem predstavimo sam ta knjigomat. Hvala. Jaz bi se na tem mestu zahvalil vsem našim panelistom za prikazano, za povedano, in verjamem, da ste seveda po koncu tudi kolegom na voljo, da pristopijo do vas, pa jim še osebno odgovorite na morebitna vprašanja, ki so ostala. Tako da mislim, da si zdaj na vrsti ti, Boštjan. Tako. Ja, najlepša hvala. Zaslužen aplavz za Tadeja in njegove goste. Ja, tako. Prispeli smo do konca drugih dnevov COBISS v Sloveniji. Moram reči, da ob vsem tem govoru o umetni inteligenci in ChatGPT-jih in podobnem nisem slišal najbolj pomembne informacije, in to je sicer, da morate biti zelo pozorni, kako ChatGPT-ju postavljate vprašanja, ne? Ker ko bo enkrat umetna inteligenca prevzela svet, bo točno vedela, kdo je rekel prosim in hvala in tako naprej. Ne? Na malce heca. Tukaj danes v dvorani na Izumu se nas je fizično zbralo več kot 100 in ob tem nas je prek spleta spremljalo še več kot 400 gledalk in gledalcev, tako da se vam res iskreno zahvaljujem za vašo pozornost. Zahvaljujem se vsem moderatorjem, panelistom in seveda vam, drage udeleženke in udeleženci. Vse vas prisotne tukaj v dvorani vabim, da še ostanete z nami, ker bomo šli na prav posebno glasbeno potovanje z gospod Patricijo Roj. In za konec še mi dovolite, prosim, da vas povabim na naslednjo konferenco COBISS, ki bo naslednjega leta med 24. in 26. novembrom, tako da upam, da se potem naslednjo jesen spet vidimo in vas v tem duhu tudi lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Nasvidenje.